Za nastop na tej zelenici ta večer se je potegovalo 48 reprezentanc. Zdaj, ob samem zaključku turnirja, kakšen je vaš vtis danes, a je bil ta format uspešen? Ja, ogromno vprašanj je bilo glede tega pred samim prvenstvom, tudi sam sem bil skeptičen, vendar lahko rečem, da so se marsikatere te manjše, slabše rangirane reprezentance izkazale. Ne nazadnje zelenoorski otoki, če jih lahko omenim, ravno proti Španiji in Argentini. Se pravi, dokazali so, da lahko tekmujejo tudi z največjimi, bili so simpatični in hkrati tekmovalni, vendar me bolj skrbi nova možnost povečanja tega formata, kateri se omenja. Na 64 reprezentancij. Tako da upam, da bomo tukaj ostali, kajti s tem dodatnim povečanjem mislim, da bi vzeli ves ta čar in pa predvsem mogoče vrednost svetovnega prvenstva, kjer vemo, da si predstavljamo, da je svetovno prvenstvo sinonim samo za najboljše reprezentance na svetu. Za najboljše, ja. Si želel kaj dodati? Ja, osebno smatram, da je nogometa zelo veliko, če pogledamo svetovno prvenstvo, evropsko, potem prvenstva drugih kontinentov in treba je tudi pogledati čez prizmo igralcev, treba je tudi malo zaščititi igralce. Vsi ti igralci, ki danes igrajo v finalu, bo imeli zelo malo dopusta, nastopa že nova sezona in seveda je vse lepo in prav, ko jih gledamo, vendar te ljudje so samo ljudje in se morajo tudi spočiti, tako da jaz si želim, da se mogoče vrne oziroma ostane tako, kaj je. Bojim pa se, da je vpliv kapitala vse večji in da bojo želeli še več denarja in še več tega.